Pozdravljeni! Marsikdo izmed nas navdušencev Formule 1 je že slišal za El Plan Fernanda Alonsa, a danes bomo skušali ugotoviti, kakšen je v resnici njegov načrt. Kaj se skriva za besedo El Plan, verjetno zanima marsikaterega navdušenca Formule 1. Besedo smo videli napisano na zadku bolida Alpine Fernanda Alonsa, a sam Fernando nam zatrjuje, da tudi sam pravzaprav ne ve, za kaj gre, oziroma nam noče zaupati. A že to, da je napis bil na samem bolidu Formule 1, nam nekako da sumiti, da gre za neko širšo, recimo tudi temu komercialno potezo. Sam smatram, da gre bolj za način, kako pritegniti našo pozornost, kot za nek resnični načrt, s pomočjo katerega se bo skušal Fernando Alonso zopet približati tistim boljšim pozicijam v svetu Formule 1. Mojem Fernando Alonso si želi prav to, priti zopet na vrh. Morda ne osvojiti tretjega naslova svetovnega prvaka, ampak vsaj zmagati, mislim, si lahko želi pred zaključkom njegove kariere. In moramo si priznati, da Fernando Alonso ima pred seboj morda še 2 ali 3 sezone v tem nam ljubem športu. In kakšni so njegovi načrti? Sam osebno ne vem, a lahko sklepam. Za razliko od tistega, kar ne vemo o pomenu El Plana, bi lahko o prihodnosti in željah Fernanda Alonsa sklepali marsikaj. Namreč v tem, da je Fernando Alonso še danes eden izmed najhitrejših in najbolj talentiranih voznikov v celotnem cirkusu Formule 1, menim, da ni potrebno izgubljati besed. Dovolj se je spomniti začetka sprint dirke iz velike nagrade Velike Britanije. Tam je Fernando Alonso izkoristil mehkejšo mešanico pnevmatik, ampak nedvomno pokazal, iz kakega testa je. Kaj manjka Fernando Alonso, da bi se zopet uspel na vrh v Formuli 1? Talent ima, izkušnje ima, bolida nima. Seveda, bolid ekipe Alpine je soliden, ampak še zdaleč ne na nivoju tistega, kar smo videli pri Mercedesu ali Red Bullu. Če hoče Fernando Alonso priti spet na vrh, se mora prinuditi v eno ali drugo ekipo. Tu bi lahko dodali še Ferrari. A videli bomo na začetku sezone 2022, če bo razmerje sil postalo tako, kot smo ga vajeni, ampak ponavadi ste najmočnejše ekipe ostanejo pravzaprav tam, kjer smo jih pustili na koncu prejšnje sezone. Če smo malček kritični, se lahko spomnimo, da Fernando Alonso je v svoji dolgi, tudi razburkani karieri za seboj pustil marsikatera zaprta vrata. Pri Ferrariju je že tako, kajti tisti glavni odgovorni niso lepo prebavili izjav, ki jih je dal Fernando, ko je skuderijo zapustil. In tudi pri Mercedesu so marsikatera vrata zaprta, pravzaprav zaradi afere Spygate, ker je Fernando Alonso tisti, ki je sodeloval s FIO pri preiskavi in tako posredno oblatil ime znamke Mercedes-Benz. Torej, ostaja še samo Red Bull. In tu se je marsikaj spremenilo pravzaprav po koncu sezone 2021. Tu so bila vrata za Fernanda Alonsa zaprta, ampak ne zaradi Red Bulla, temveč zaradi Honde. V sezone 2022 Honde ni več. Vpletena je samo posredno kot podizvajalec Red Bulla za izdelavo pogonskih sklopov. Še ta funkcija se bo iz sezone v sezono manjšala. Pogodba s Perezom poteče konec leta 2022 in podobno se bo zgodilo
tudi s pogodbo Fernanda Alonsa pri ekipi Alpine. In pri ekipi Alpine je njegova bodočnost v bistvu negotova. Oscar Piastri bo začel z vsako dirko bolj pritiskati na vrh ekipe, da mu končno dajo priložnost. Esteban Ocon je podaljšal pogodbo, je Francoz in tudi zmagal je z ekipo Alpine, torej tisti najšibkejši člen sedaj v tem trenutku je samo Fernando Alonso. V tem času, ko vemo, da Honda ne bo imela več vpliva na Red Bull, bi bila prava in hkrati tudi zadnja priložnost, da se skuša Fernando Alonso priključiti tej ekipi. Ker moramo priznati nekaj. Okolje Red Bulla, hočeš nočeš, pisano na kožo Fernando Alonso. Povrnil bi se v ekipo, ker imajo način delovanja izjemno podoben tistemu, na katerega je bil vajen pri Renaultu pod okriljem Flavija Briatoreja. In prav tu lahko Fernando Alonso nekako častno na nivoju zaključi svojo kariero, kolikor mu bo uspelo. Namreč Fernando Alonso je znan po tem, da izjemno težko igra vlogo drugega voznika, ampak po drugi strani ni eden izmed tistih, ki tirano ljubijo Lewisa Hamiltona. V sezoni 2007 je nekako nastal spor med njima in Fernando Alonso je bil v pretekli sezoni pravzaprav z mnogimi izjavami na strani Red Bulla. In prav te izjave so kazale to njegovo željo, da bi se pridružil tej britansko-avstrijski strukturi. Ali mu bo uspelo ali ne, sam ne vem. Ukolikor v sezoni 2022 bo pokazal napredek v primerjavi s tistim, kar smo videli letos, bo postal zanimiv. In lepo bi bilo videti, da bi eden izmed najbolj priljubljenih voznikov v zadnjih desetletjih Formule 1 kariero zaključil na temu primeren način. Drugače kakih novih opcij zaenkrat zanj ne vidim in njegov načrt, ukolikor ne bo dosegel danih rezultatov, bi se lahko tudi izjalovil. Pred nami je še 23 dirk v sezoni 2022, kjer se lahko zgodi karkoli. Zaenkrat po načrtih Fernanda Alonsa bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ker se lepo nasvijajo.